Spet bojo v igri lončki. Kaj morate narediti, da bi skupek lončkov zdržal človeško težo? A uporabiti morate plastične lončke, B lončke morate primerno razporediti, C lončke morate napolniti z vodo ali D uporabiti morate velike lončke. B, lahko da. Čas se izteka, ekipi menita, da moramo lončke primerno razporediti. Pa je to res? 6 lončkov sem razporedil po 3 vsako vrsto, no čeznje pa bom položil karton, kjer imam še 5 zloženih lončkov in na vrh še en karton. No, sedaj pa je čas za trenutek resnice. Stopil bom na tole. Aha, moram povedati, da imam malce še popraznične teže, ampak lončki zdržijo, tadam, lahko stojim na lončkih. Ja, ko težo enakomerno porazdelimo na več lončkov, je lahko tudi papirnati lončki brez težav prenesejo. Podobno se tudi teža našega telesa prek kosti in sklepov enakomerno razporeja. Če bi bil pritisk usmerjen le na eno točko, pa bi se lonček sesedel, kot lahko vidimo sedaj pri temle lončku, če takole stopim nanj. Ja, se splošči. Kost bi se prav tako lahko zlomila in prav enakomerna razporeditev teže nam omogoča stabilnost in zmanjšuje možnost poškodb. Zato lahko brez težav ves ta čas torej stojim na lončkih. Poskusimo še enkrat, ja, še vedno me vzdržijo. Tako, pravilen je res odgovor B, ki je rumenim prinesel 5 točk, vijoličastim pa 10. Bravo!